Lepo pozdravljeni. Tokajšnja oddaja bo nekoliko drugačna. Govorili bomo o hrvaškem patru Leopoldu Mandiću, ki je deloval v Padovi, in povabim vas, da se udobno namestite in skupaj pogledamo tole oddajo. Sveti Leopold Mandić. Rodil se je v kraju Herceg Novi v današnji Črni Gori 12. maja 1866. Pri krstu je dobil ime Bogdan. Po etnični pripadnosti je bil Hrvat. Fizično je bil zelo občutljiv, visok je bil le 1,35 m, okornega koraka in jecljav. Razvil je izjemno duhovno krepost, goduje 12. maja. Čeprav je hotel biti misionar v vzhodnji Evropi, je skoraj večino svoje odrasle dobe preživel v Italiji. Živel je v Padovi od leta 1906 do konca življenja. Tekom prve svetovne vojne je eno leto preživel v italijanskem zaporu, ker se ni hotel odpovedati hrvaški narodnosti. Nenehno je sanjal o ponovni združitvi katoliške in pravoslavne cerkve ter o tem, da bi šel nekam na vzhod. Postal je znan kot apostol spovedi in apostol enotnosti. Ustvaril je znamenito molitev, ki je bila nekakšen znanilec današnjega ekumenizma. Bogdan je bil 12. otrok Dragice Carević in Petra Mandića, lastnika ribiškega ladjevja. Starša sta izhajala iz vasice Zakučac, ki je danes v zaledju mesta Omiš, 28 km od Splita. Rodbina je imela plemenite korenine, katerih izvor sega v pokrajino Vrh Bosna v Bosni, odkoder je pobegnila pred Turki. Oče je malega Bogdana vsako jutro spremljal k sveti maši, kar je bilo takrat povsem neobičajno. V globoko krščanskem družinskem ozračju se je že zgodaj učil moliti. Leopold je trpel zaradi nezmožnosti, ki se je izražala predvsem pri govoru kot jecljanje, ter pri njegovi postavi, ki je bila spačena. Družina je sčasoma izgubila večino premoženja in postala bolj sočutna do tistih, ki so se znašli v podobnih problemih. Tako je Leopold nekega osirotelega obupanca kasneje takole tolažil v spovednici. Razumem vaš žalostni položaj, saj je tudi moja družina bila nekoč bogata, a je izgubila vse svoje imetje in dobrine ter zapadla v bedo. Živeč v Herceg Novem med pravoslavci je zgodaj spoznal in izkusil žalostno dejstvo razdvojenosti krščanskih bratov. Zato je že kot deče govoril: dobro, jaz se bom posvetil reševanju tolikih siromašnih in nesrečnih ljudi, postal bom njihov misionar. Ob spremljanju življenja in dela kapucinskih bratov v svojem rodnem mestu, ki so jih cenili tudi pravoslavci, je mislil, da bo svoj cilj najlažje ustvaril, če stopi v njihov red. Starši so se z njegovo odločitvijo strinjali, čeprav jim je bila odločitev težka. Novembra 1882, ko je bil star 16 let, je odšel v Udine, da bi vstopil v semenišče benečanskih kapucinov. 2 leti kasneje je bil premeščen v samostan Bassano del Grappa, kjer si je prevzel ime Leopold. Prve samostanske zaobljube je naredil leto kasneje v maju, večne zaobljube pa 4 leta zatem v letu 1888. Sredi 80. let 19. stoletja je hrvaški škof Josip Juraj Strossmayer sprožil gibanje, ki je bilo osredotočeno na enotnost in blagoslovitvi stolnice Đakova in Srijema in za katerega se je ogrel tudi Leopold. 20. septembra 1890 je kardinal Domenico Agostini Leopolda posvetil za duhovnika v Benetkah. Star je bil 24 let. Po kratkem bivanju v Zadru leta 1890, Reki in Kopru 1906 in 1907 je bil končno poslan v Padovo. Doumel je, kako bo izvrševal svoj ekumenski apostolat in skliknil: od zdaj in v bodoče bo vsaka duša, ki bo iskala mojo uslugo, bila moj vir. Ko je med prvo svetovno vojno zavrnil, da bi se odrekel hrvaški narodnosti, je bil prisiljen oditi v južno Italijo. Nikoli namreč ni prejel italijanskega državljanstva. Ves ta čas se je Leopold oklepal upanja, da se bo zmožen vrniti v svojo domovino in pridigati med svojimi ljudmi. Med poglavitnimi tegobami je trpel tudi za želodčnimi bolečinami, slabim vidom in za artritisom. Med bivanjem v Italiji je bila Leopoldova glavna zaposlitev spovedovanje, ki jo je opravljal 34 let.
Bratje kapucini so ga pogosto kritizirali zaradi njegovega pristopa do spovedi, češ da je preveč prizanesljiv in sočuten. Njegova sočutnost je kazala, da je bolj razumevajoč in usmiljen do ljudi, ki so prihajali k njemu, in jih je obravnaval zelo blagohotno. Pri vprašanjih z otroci je bil neprekostljiv, bil je zagovornik življenja in še posebno ljubeč do nosečih mater in malih otrok. Naredil je veliko delo s postavitvijo sirotišnic za otroke brez staršev. Leopold je bil globoko vdan devici Mariji, ki jo je klical kar moja sveta gospodarica. Znan je bil po precej pogosti molitvi rožnega venca in vsakodnevni sveti maši pri stranskem oltarju Marijine podružnice. Po molitvi in maši je hodil obiskovati domove bolnikov in bolnice po vsej Padovi. Obiskoval je tudi kapucinsko bolnišnico, kjer je pomagal bolnim menihom s tem, da jim je svetoval in jih opominjal k ohranitvi vere. Sveti Leopold Mandič je trpel za rakom na požiralniku, ki je končno povzročil njegovo smrt pri 76 letih. Dne 30. julija 1942, ko se je pripravljal na liturgijo, se je zgrudil na tla. Odpeljali so ga v njegovo celico, kjer je prejel poslednji zakrament. Menihi zbrani ob njegovi glavi so peli Salve Regina, pozdravljena kraljica, in ko so prišli do besed o mila, o ljubeča, o sladka devica Marija, je umrl. Med vihro druge svetovne vojne sta bila cerkev in del samostana, kjer je Leopold živel, uničena. Toda Leopoldova celica in spovednica sta ostali nepoškodovani. Leopold je pred svojo smrtjo ta dogodek napovedal z besedami: cerkev in samostan bosta zadeta z bombami, ne pa tudi majhna celica. Tu je Bog izvrševal tolikšne milosti ljudem, da mora ostati kak spomenik Božje dobrote. Papež Pavel VI ga je beatificiral 2. maja 1976, Janez Pavel II pa ga je med škofovsko sinodo 16. oktobra 1983 kanoniziral. To se je zgodilo v svetem letu odrešenja ob 5. obletnici papeževega pontifikata in 25-letnici škofovstva. Leopolda so naslovili kot apostola enotnosti. Hvala Jezus in Marija, dragi prijatelji pred televizijskimi ekrani, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljam tudi predstojnika brata Štefana. Bog vas živi v naši domači oddaji Po svetih. Bog daj, mir in dobro vsem. No, na začetku bi vas prosil, če se našim gledalcem pravzaprav predstavite, oziroma nam zaupate, kako vas je pravzaprav Bog poklical v ta red kapucina. Moje ime je brat Štefan, pišem se Kožev, doma iz Gorenjske, iz Gosteč pri Škofji Loki. To je bližina kapucinskega samostana, ki je v Škofji Loki, in gotovo je ta bližina botrovala na nek način, da se je v meni hitreje in bolj jasno oglasil ta božji glas, božji klic. Zgodil se je v bistvu že ob koncu osnovne šole. In tako močno in tako jasno, da sem se lahko, bom rekel, mirno odločil in naredil korak v tako imenovano malo semenišče k bratom kapucinom v Ljubljano, kjer sem bil od leta 77 do 81. V tem času sem obiskoval gimnazijo v Mostah. Čas 4 let je v bistvu samo potrjeval to začetno intuicijo, če rečem tako. In po tisti obvezni vojaški službi sem že stopil v novicijat, se pravi posebno leto intenzivne priprave na redovno življenje in potem naredil prve zaobljube. Temu je posledil potem študij v Ljubljani, še nekaj študija podiplomskega v Rimu, seveda vmes večne zaobljube in duhovniško posvečenje. Naši gledalci bo zelo zanimivo, kajti predstavili bomo en lep red, ki je našim gledalcem tudi blizu. Predstavili bomo tudi svetega Leopolda Mandiča, ki smo bili tudi v Padovi. Še preden bi pa vas prosil, če bi našim gledalcem, verjetno tudi, ne samo moje mnenje, tudi mnenje gledalcev po pismu reč, spoznali smo red frančiškanov, minoritov. Kaj je pravzaprav v kapucinih tistega, da ste tako blizu malemu človeku, ljudem, prijazni, dostopni, pravzaprav niti ni besed, katerim bi lahko to povedal. Velikokrat so oddaje Pot poti nastajale za to sveto mašo zjutraj ob 7 in potem so se oddaje snemale po celotni Sloveniji, vsaj v primorskem delu.
In to je tisto, kar človek dobi in ponese med ljudi, kaj ti hodajo po poti, je tista, ki prinaša nekaj dobrega, plemenitega ljudem, ampak prav je, da to je danes da vam. Ja, dejansko ste zelo dobro nastavil moj odgovor. Kapucinski red se je pravzaprav zgodil po približno 300 letih Frančiškovega reda oziroma dveh redov minoritov in frančiškanov. In sicer v enem trenutku močnega iskanja vrnitve k preprostosti sami, ki je Bog, ki je Jezus Kristus. Namreč ta delen močnejši umik v samoto je bratom pomagal, da so se bolj zavedli pravzaprav svojega poslanstva, ki je strežba, ki je služenje, kakor Kristus, ki se med zadnjo večerjo skloni k učencem in jim umije noge. In dejansko so prav na začetku bratje v eni hudi stiski, to je bilo v Kamerinu, šli naproti ljudem, najmanjšim in najbolj pomoči potrebnim, to je kužnim bolnikom, in jim pomagali tudi tako, da so zanje nekateri dali svoje življenje. Prav se ni zgodilo samo tam, to se je zgodilo tudi v naših krajih, dogaja tudi v naših krajih in to je na nek način ostalo. Vete, tista nenehna, bom rekel, želja, pa ne samo želja, ampak tudi konkretni koraki vračanja k izviru našega življenja, ki je Jezus Kristus in njegov evangelij, te nujno mora oblikovati v to preprosto držo. Sicer bi se moral človek vprašati, kaj je z molitvijo, kakšna je ta molitev, če te ne oblikuje v to služečo, razpoložljivo držo do človeka. Ali nam lahko predstavite delo provincijala? Kakšna je njegova vloga, kdo ga izvoli, kako se določi meje province? Provincijal, to je predstojnik določenega območja reda, ki mu rečemo provinca. Pri nas, naš slovenski primer je, da smo na nek način na narodnostnem ozemlju Slovenije ena provinca. V večjih državah, primer Italije, sosednje Italije, ki je veliko večja in tudi bratje so številčni, že tam je namreč red nastal, tam se province pač določajo na nek način po pokrajinah. Določeno območje, kjer je zadostno število bratov, tvori potem provinco. Seveda to ni vedno statično, lahko se meje tudi spreminjajo, province se lahko delijo, če število bratov narašča, ali pa združujejo, kadar se zgodi, kot se danes na zahodu ponekod dogaja, da se število bratov manjša. Moja služba je v bistvu na nek način animiranje, povezovanje, pomoč bratom, da bi živeli čim bolj pristno življenje z Bogom, med seboj, znotraj naših bratstev, pa tudi seveda v tem služenju, ki nam je zaupano. To je lahko služenje deloma na župnijah, ki jih upravljamo. Potem pa seveda tudi v različnih drugih služenjih, kot so vodenje duhovnih vaj, spremljanje različnih skupin, tudi gibanj, konec koncev, če je včasih potrebno tudi prevajanje, karkoli že je, kjerkoli je že klic spovedovanje, recimo tudi na takih velikih naših služb ali pa ljudski misijoni, tudi delo na radiju, včasih trenutno na televiziji ali pa za televizijo. Vse to je, to mi nimamo tako strogo in ozko določenega poslanstva, ampak smo pač odprti, kamor smo poklicani, če zmoremo, radi gremo in tam skušamo prenašati Kristusa. Pokloni za vse to. Odkot ste kapucini prišli v Slovenijo? Naša pot, ki je stara že več kot 400 let, torej v Sloveniji smo že kar dobrih 400 let, se je zgodila skozi misijonsko pot, lahko rečeva, svetega Lovrenca Brindiškega. To je naš velik svetnik, tudi velik učenjak, ampak predvsem svet človek, cerkveni učitelj. On je peljal kapucine z Italije na Češko, najprej v Prago 1599, tam so potem nadaljevali pot, če rečem tako, proti Dunaju, 1600 nastane samostan na Dunaju in samo 6 let zatem, 1606, nastane prvi samostan na slovenskem ozemlju, prav v Ljubljani, na današnjem kongresnem trgu Vodnjak, ki je tam še ohranjen, je pravzaprav studenec iz atrija našega kapucinskega samostana v Ljubljani, ki ga pa žal ni več, ker so Francozi v času tiste kratke okupacije zaprli in potem tudi, mislim, da porušili. Koliko kapucinskih samostanov je v Sloveniji?
V Sloveniji nas je 7 kapucinskih samostanov, smo kar nekje razporejeni skozi po celotnem našem ozemlju, od Prekmurja, Kančevci, znan dom duhovnosti v Kančevcih, do tule Vipavskega križa na skrajnem zahodnem robu in seveda vmes. Koliko pa je bratov? Bratov nas je trenutno 34, 31 z večnimi zaobljubami in 3 ponovinci, ki imajo začasne zaobljube in se pripravljajo na to, Bog daj, da bi naredili tudi večne. Bog daj. Morda bi se naši gledalci sedaj vprašali, kakšna je razlika med bratom, patrom in tudi kot duhovnik se podnaslavljate kot brat. Ja, zgodovinsko je bila ta terminološka razlika zelo jasna. Pater je bil tisti, ki je bil duhovnik, brat je bil tisti, ki pač ni bil duhovnik. Vendar se skušamo vračati k tistim izvirom, ki jih Frančišek zelo jasno zaznamuje, s tem pravi, da smo vsi bratje. Vsi smo bratje, ne glede na to, kakšno službo opravljamo, ne glede na to, ali smo duhovniki ali nismo duhovniki. Temelj našega življenja je biti brat. Brat s bratom, brat s človekom, se pravi ta pristen, neposreden odnos. Zato se danes vedno bolj, bom rekel, poenoti to naslavljanje in se več ali manj že imenujemo vsi bratje. Upam, da smo tudi to, ker ni samo ime, ampak predvsem drža tista, ki je pomembna. Kdo so Klarise Kapucinke in kje imajo svoj samostan? Klarise Kapucinke so, kakor kapucini tudi one, ena od reform sestre Klaris. Ustanovila jih je sestra Klara, sveta Klara Siška, skupaj s Frančiškom, istočasno se pravi začetek 13. stoletja. Potem pa čas vedno prinese določene izzive in tako je tudi red Klaris Kapucink na nek način nastal vzporedno s kapucini, tudi tam v želji k poglobljenemu duhovnemu življenju. Tako da so šle v zelo preprosto in zelo strogo življenje. V Sloveniji jih nikoli ni bilo. Tako da morda bo kakšen milostni trenutek, da pridejo. So pa seveda v drugih deželah, kolikor poznam, so najbolj številčne v Mehiki. Zanimivo, tam so se izredno dobro razvijale in ohranjajo eno tako moč, tako da tam tudi dohajajo druge dežele in ustanavljajo samostane. Kakšen je pa vsakdanjik v samostanu? V bistvu se prepleta to naše skupno življenje in pa seveda osebno življenje, ki je predvsem potem delo, služenje. Redno začenjamo dan s skupno molitvijo, ki je deloma glasna, se pravi del molitvenega bogoslužja, molitve cerkve in deloma tudi osebna, tiha, premišljevalna molitev. Približno 1 uro si vzamemo zjutraj za tak dober štart v dan, ki nas zaznamuje, ki nas na nek način uglasi, če rečem z Bogom, in pripravi potem tudi za to odprtost do človeka, da lahko v njem prepoznavamo Jezusa Kristusa, ki smo mu poklicani služiti. Potem pa pravim po sveta zajtrku, ki je že potreben, najprej za dušo, potem pa za telo, mora človek poskrbeti. Po zajtrku, ki je običajno tudi taka priložnost za pogled v dan, da se večkrat izmenjamo, kako in kaj bo danes, kaj bomo počeli, da vemo, kje smo in kako smo. Da si tudi razdelimo določene naloge, če je še potrebno. Potem je pa dopoldne običajno delovno. Zjutraj pride, se pravi po zajtrku, pride tudi običajno maša za ljudi. Opoldne se ponovno dobimo, okrog poldneva se dobimo pri krajši molitvi. Vedno znova se treba, bom rekel, umakniti malce iz tega delovnega vsakdana. Pri krajši molitvi počastimo najsvetejše, zmolimo en del molitvenega bogoslužja, sedemo k kosilu in popoldne podobno delo, vsak svoje, oziroma nekaj tudi skupnega, na kar je potem seveda zvečer. To je pa zelo odvisno od bratstva kdaj. Spet pridemo skupaj k molitvi, da na nek način zaključimo dan z večernicami in se tako zahvalimo Bogu za to, kar smo smeli živeti, kar smo smeli delati. Običajno zvečer tudi maša, kjer se župnije skupine, različne skupine, tako da se včasih zna delo kar zavleči to večer, čeprav to moramo biti tudi tukaj previdni, da se ne bi preveč v noč, ker vemo, da se dan začne z večerom. Če zvečer znam pravi čas reči, Gospod, naredil sem, kar sem zmogel, lej, ponižen hlapec sem, ki sem ti služil,
dovoli mi, da se odpočijem in jutri greva naprej. To ste zelo lepo povedali, tudi kakšen nauk lahko za naše gledalce. Ali se mladi fanti in dekleta zanimajo za vaš red? Je kar, če smo prej omenili, da smo ljudski bratje blizu ljudem, seveda smo blizu tudi mladim. Prav zdajle tečejo neposredne priprave na romanje v Asizi, ki bo julija meseca, to je že tradicionalno, mislim, da bo že kar 20 let, kar z mladimi romamo v Asizi. Recimo, to je ena od oblik, ko smo mladima in so nam mladi zelo blizu. Druga oblika, recimo, je trenutno prav tukaj v Vivavskem križu od srede naprej poteka tako imenovana izkušnja poklicanosti, namenjena fantom od 17. leta naprej, kjer prepoznavajo, kam jih pravzaprav Gospod kliče. In 3 tedne preživijo z nami, kompletno življenje preživijo z nami, s tem, da imajo še del programa prav njim namenjenega, vsebinsko njim namenjenega, tako da jim je lažje iti vase, prisluškovati sebi in Bogu, da bi spoznali, kaj je Božja volja za njih v življenju. Če dovolite, niso vedeli, kdo sem, ko so zjutraj prihajali v Mašo, ko so imeli tisti poseben odnos do Jezusa v tabernaklu, v molitvi in kaj ni kaj drugega reči, kot da jih Bog daj, da jih Bog posledi njihov življenjsko pot in da po eni strani vidimo, da imajo tudi dobre vzornike. Ja, gledajte, drugemu si pomagamo na tej poti, a ne? Če je nekdo uspel prehoditi en del poti, je dolžan pravzaprav drugemu ta delček poti, ki je dobro, pokazati. Jaz se dobro spomnim enega kratkega pogovora z bivšim vrhovnim predstojnikom našega reda, bratom Flavijem v Rimu. Me je vprašal takoj, kaj je s duhovnimi poklici v Sloveniji. In sem rekel, najbolj rožnato ni, pa to govoriva o 20 let nazaj, več kot 20 let nazaj, ne vem, kaj bi danes rekla. No in mi je rekel tako, zelo tako odločno me je pogledal in je rekel, veš kaj, mladi imajo pravico slišati za to pot hoje za Gospodom. Ta stavek me zelo nagovarja. No in prav s tem namenom se nam zdi prav, da v času občasno na nek način povabimo mlade medse, da lahko od blizu spoznajo to našo pot in če jih je Gospod klical, pa tega niso pač mogli v hrupu tega sveta slišati, morda bojo tukaj lažje slišati za to pot. Kako pravzaprav naj človek, mlad fant, punca prepozna Božji klic? Verjetno vsakega Bog pokliče na svoj način. Tako je. Človek je izviren, original, ni kopij, ni klonov. In zaradi tega je tudi klic, Božji klic izviren. Vsakemu Bog namenja svoj klic, vendar pomembno je, kje se ta klic dogaja. Ne? Ta klic se vedno dogaja v samoti in molku. Se pravi, ko se človek ustavi, ko človek na nek način odloži svoj projekt in prisluhne, kaj je globlje v njem, kaj je že v njem, pa tega še ni zaslužil. Mi smo pač zelo obrnjeni navzven. Gledamo navzven, poslušamo, kaj se sliši od zunaj. Danes, ko človek opazuje ljudi, polovica, bi lahko rekel, jih nosi slušalke v ušesih. Stalno nekaj poslušajo od zunaj. Klic se pa zgodi od znotraj. Znotraj je že tam, kakor neka vrste seme, ki čaka na pravi trenutek, na trenutek molka, trenutek zbranosti, želje, da bi prepoznal to, kar Bog želi za tebe. In Frančišek Asiški je tukaj čudovit, s tistim svojim slavnim stavkom, Gospod, kaj želiš, da storim? Gospod, kaj želiš, da storim? Z njim je vztrajno prihajal pred Gospoda, potem pa umolknil in poslušal in v 2 letih tega vztrajnega spraševanja se mu je zgodil ta jasen klic, pojdi in popravi mojo cerkev, ki seveda ni bila tista mala cerkvica v Ruševinah pri Svetem Damjanu, čeprav tudi tisto popravi mimo grede, pa še 2 drugi, ampak predvsem ta živa cerkev, Kristusova cerkev, ki je bila takrat v precej težki situaciji. In on svojo svetostjo, začenši pri sebi, pri spreobrnenju samega sebe, oziroma Bog, ki ga spreobrača, potem, ko mu Frančišek dovoli, začne temeljito prenavljati cerkev in jo še prenavlja. Jaz bi naše gledalce oddaje poti povabil tudi na Vatikanski krščanski strežnik EKC, kjer se lahko tudi določene bratje kapucine pogledali, ki sem jih gostil v oddaji poti. Jaz bi vas pa predstojnik prosil, če našim gledalcem oddaje poti predstavite tale samostan Vipavski križ, ki je zelo na eni strani lepo viden. Jaz posebno lahko povem, da sem prejel veliko milosti,
veliko podoživetih svetih maš in še stvari, katere je težko človek opisati z besedami. Ta naš samostan, kako rekla, je klasičen samostan. Pomeni, da je res bil zgrajen kakor kapucinski samostan. Tule, kjer sva, je mala, preprosta cerkev, posvečena svetemu Frančišku Asiškemu, enoladijska, z leseno opremo, kar je zelo, zelo pomenljivo. Mi smo tukaj na robu kraške planote, Kras je znan po kamnu in po dobrih kamnosekih in tukaj okrog najdemo čudovite kamnite oltarje. Večin brati kapucini so zavestno ohranili lesene oltarje. Skromnost, preprostost, hkrati pa tudi toplina in lepa akustika. Torej, cerkev. Ta samostan so začeli zidati 1637, tako da so v parih letih zgradili ta samostan, namreč od cerkve, potem pa nastane atrij in okrog njega 2 krili samostana, ki so namenjene bratom. Del samostana smo zdaj namenili tudi skupinam, ki hodijo, želijo priti v samoto. Samostan je bil ves čas, to je edinstveno za naš prostor, edini je, lahko rečemo, kapucinski samostan, ki je ves čas služil svojemu namenu, se pravi bratom in njihovemu poslanstvu, od 1637. do danes. Tukaj je živel tudi znameniti pridigar Janez Svetokriški, ki je se zapisal v slovensko knjižno dediščino, literaturo kot prvi, ki je izdal pridige, tiskane pridige v slovenskem jeziku, tako da je to predragocen zaklad za slovensko književnost. Tule za nama je znamenita slika slava Svete Trojice, ena največjih, pravi tudi najlepših, najbogatejših baročnih slik na platnu na slovenskem, ki je naslikal naš brat Osvald Samouk, torej nekakšen akademsko izobražen slikar, ampak preprost brat, ki je pa imel izredni dar, ki ga je tako čudovito uporabil in zapustil slovenski kulturi, pa tudi našemu samostanu, ta biser umetnosti. Jaz bi vas sedaj prosil, da predstavite nekaj svetnikov iz vašega reda, čeprav svetega Leopolda Mandiča predstavila malo kasneje, ki pa naši gledalci tudi videli posnetke iz Padove. Prosim. Ja, naš red, pa ne smemo se hvaliti svetnike, rekel Frančišek, moramo biti sveti. Ampak kljub vsemu, naš red je res blagoslovljen z veliko svetniki, tako da ni bilo leta v zgodovini našega reda, ko bi ne bilo živega svetnika. Stalno je navzoč nekdo, ki je kanoniziran, se pravi v cerkve uradno priznan za svetnika. Jaz bi se samo pri 2 ustavil, potem pa še v Leopoldu spregovorila. Prvi je prav prvi svetnik našega reda, preprost brat, laik, neduhovnik, Felix Kantališki. On je kot kmečki fant vstopil v samostan in preprosto služil bratom, tako da je po Rimu pobiral miloščino. Prosil ljudi, če jim lahko pomagajo, bratom pomagajo s hrano. Seveda pa ni bil samo tisti, ki je pobiral, ampak tudi tisti, ki je veliko delil in bil izredno močan in prodoren duh. Namreč ta njegova moč duha je izhajala iz molitve. On je podnevi, tako pravi njegov življenjepis, hodil po Rimu, pobiral in tudi seveda ljudem poznanje o Kristusa, pobiral miloščino, zvečer se pa umaknil v cerkev, najprej preiskal, če nekje koga, ki bi ga opazoval, umaknil v cerkev in ostal pred Gospodom. Dolgo v noč. Odtod pač ta njegova svetost, ki se je potem razlegala naprej in ko je bil red, kmalu na začetku v hudi krizi, hudi preizkušnji, je papež, ki mu je bilo svetovano naj ukine ta red, rekel, če je en sam brat, tako svet kot je Felix, je to dovolj, da red ostane. Tako da imamo Felixa kakor neke vrste drugega ustanovitelja našega reda. Potem bi se pa ozrl pač na bližnjo preteklost, gotovo vsem znan Pater Pij, sveti Pater Pij, San Giovanni Rotondo v južni Italiji, mož z izrednimi darovi, ki je praktično, bom rekel, premikal tisti del Italije, pa tudi širše še danes s to svojo karizmatično svetostjo, po kateri je Bog tako čudovito deloval prav s to močjo notranjega ozdravljanja, dušnega ozdravljanja ljudi, ki so iskali pri njem ta čistost srca. Sedaj bi vas poprosil, če nekaj več rečete o svetem Leopoldu Mandiču, o tem svetniku, bolj podrobno. Mene osebno je zelo nagovoril in zato sem
tudi vas posebej poprosil in sem Bogu hvaležen, da ste našim gledalcem oddaje Pot poti povedali nekaj več o tem svetniku. Ne bi življenjepisem, ker tega lahko kjerkoli preverimo. Morda nekaj takih značilnosti, ki ga na posebni način zaznamujejo in so zgovorne. Jaz bi ga imenoval mali velikan. Zakaj govorim tako, v tem nasprotju mali velikan? Dejansko je bil po postavi zelo majhen. Mislim, da je imel 132 cm. Ne samo to. Imel je tudi hudo težavo z govorom, tako da je cljal. Čeprav je imel v sebi veliko željo, da bi šel na vzhod med pravoslavne in tam oznanjal Kristusa in predvsem skušal delati za edinost med kristjani, predstojniki v njem niso prepoznali ta rov, da bi to zmogel. In so ga usmerili v spovednico. V to ponižno, pa tudi zelo zahtevno služenje človeku, ki išče notranji mir srca. In temu je on prisluhnil in postal in ostal v tej službi sprave celo življenje. Skoraj 50 let. Delček tega svojega poslanstva je preživel tudi na slovenskih tleh, v Kopru. Eno dobro leto je bil tam spovednik, še vedno je ohranjeno v cerkvi, kapucinski cerkvi, ki danes več ni kapucinska, prostor, kjer je on spovedoval. Večino časa, pa kot ste omenili, je preživel v Padovi in Padova je tako postala potem močno, res močno duhovno spovedno središče. Do leta 1942 med vojno, ko je umrl, ampak sled njegova je tam ostala, seveda. On je bil, če rečemo tako, zdrav evangeljski optimist. Je rekel tako, prav, naj bo človek ves od blata, če iščeš, boš v njem našel zrno zlata. Tak čutil je, verjel je, da tisto Božje v človeku ostaja neizbrisno. Da je treba samo odstraniti, kar je prekrilo to prvotno, čudovito Božjo podobo v človeku, skozi sakrament sprave se to najbolj radikalno zgodi in človek je spet dober, močan. Potem so mu učitali, da je zelo mil, popustljiv, da ima široke rokave. In so mu rekli, da ima preširoke rokave. Takrat je rekel, poglejmo na križ. Poglejmo Kristusa na križu. Prav nisem jaz umrl za tega grešnika. Kristus je umrl. Ko pa že govorite o rokavih, pravi, on jih sploh nima. Če so moji široki, on jih sploh nima. Se pravi, je njegovo usmiljenje brezmejno. Ni nobene meje, ni nobene meje. Glede, s to držo je dejansko postal magnet. Človek ne mora biti nikoli človeku sodnik, ampak mora biti vedno v službi tistega čudovitega Božjega usmiljenja, ki vedno odpušča, ki vsakemu odpušča, ker je to veselje, Božja radost, da se lahko izgubljeni sin vrne v očetovo objem. Jaz bi pri tem imel dve vprašanje. Na ena stvar, v kateri cerkvi v Kopru, v katerem samostalno je bil, drugič pa zelo me nagovorila tudi, da je edina celica spovedniška, ki je ostala bombardirana in upadala. Ja. Torej, v Kopru je bil kapucinski samostan nedaleč proč od stolnice. To je cerkev Svete Marte, ki pa zelo simbolično, bom rekel, in zgovorno danes jo uporabljajo pravoslavni bratje, ki imajo kar živo skupnost v Kopru in jim je škof, še takrat Janez Jenko, zelo modro dal na razpolago to cerkev, ki je sicer v svoji zasnovi ostala, se vidi, prepozna kapucinska, seveda so pa pravoslavni bratje po svoje preuredili z ikonostazom, tako da v njej upravljajo svoje bogoslužje. V Padovi pa, gledajte, tudi to je eno od znamen, kako Bog na nek način pokaže svojo naklonjenost človeku, ki se mu je ves dal v službo. V času bombardiranja Padove je bil tako samostan kot cerkev sta bila porušena. Ostala je samo celica, spovedna, mala spovedna sobica, kjer je spovedoval, in pa zanimivo in zelo, bom rekel, nenavadno, oltar, Marijin oltar, pred katerim je on vsak dan molil za svoje spovedance. In ta Marijina podoba je prekrita z steklom, velikim steklom,
ki je ostalo celo, kar je praktično skoraj nemogoče. Ob detonacijah bomb prva stvar, ki poči, je steklo. To je ostalo. Eno znamenje, bom rekel, božje naklonjenosti tem dvem krajem. Kraj molitve pred Marijnim oltarjem in kraj nenehnih čudežev božjega usmiljenja, spovedna Cepesovica. Ker so z nami tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni, kako pravzaprav molitev vpliva na človeka? Molitev je en tak živ stik z Bogom, bom rekla, z izvirom mojega življenja. Mi nismo sami iz sebe, najprej telesno smo prijeli življenje po starših. Nihče ne more sami v sebi dati življenja, ne? Ampak to ni vse, to je to telesno življenje. Notranje, globlje, dušno, duhovno življenje pa je Božji dar. In ta čudovit notranji dinamizem mora na nek način imeti vedno znova priložnost, da se sreča z izvirom, svojim stvarnikom. Se pravi, da se vrača nazaj k življenju samemu, pisano z veliko začetnico, ki je Bog. To srečevanje pravzaprav poživlja, daje notranjo moč človeku, da lahko potem vedno bolj radostno, vedno bolj polno, smiselno živi svoje življenje. Ne iz dneva v dan, ne zgolj za ta svet, ampak če je Bog naš izvir in se pri njem ustavljam, vedno bolj čutim, da je on tudi moja dopolnitev, se pravi moj cilj, moja polnost, da se bom vanj ponovno stekel, da moje življenje, kot pravi čudovito bogoslužje, se smrtjo ne konča, ampak se samo spremeni v polnost življenja. Potem, ko smo, nekateri pravijo, kakor neke vrste izgnanci, romarji na tem svetu, se bomo spet vrnili v očetovo hišo, v svoj in njegov dom. Kako kot duhovnik doživljate sveto mašo? Vidite, tudi tukaj gre za neko rast. Zagotovo gre za neko rast. Bolj, ko se družiš s prijateljem, bolj postajata prijatelja. Nekaj časa, moram tako mirno priznati, sem čutil prav to služenje ljudem, se pravi biti za ljudi ob oltarju kot tisto prvenstveno. Potem se pa vedno bolj v meni začela prebujati, bom rekel, ta druga dinamika, da pravzaprav jaz moram biti najprej in kolikor se da, povsem z Jezusom, ki ga poslušam v Božji besedi in ki ga smem priklicati pod podobo kruha in vina z Jezusovimi besedami, skupaj z občestvom, da mora biti najprej z njim, se pravi čim bolj z njim. To ne pomeni ločen od bratov in sester, ker isti Jezus, ki je na oltarju kot živo telo in kri v kruhu, v podobi kruha in v podobi vina, je navzoč tudi v udih, v občestvu, v vsakem posamezniku, ki je tukaj v cerkvi. Tako da pravzaprav se tukaj zelo prepleta to doživljanje bližine Boga v zakramentu, v podobah kruha in vina in živa navzočnost Boga v občestvu, v ljudeh, ki smo tukaj zbrani. Kaj mislite, kaj bi se dalo narediti za našo mladino, čeprav v naših oddajah Pot poti bilo veliko plemenitih fantov in deklet, ki so na eni strani tudi prerasli pričakovanja odraslih v molitvi, v ponižnosti in odprtosti. Na drugi strani pa je verjetno družina tista, ki mora biti vzor mlademu. Gotovo je prva družina, gledajte, tam se človek rodi, tam prejema tisto najbolj temeljno za življenje. In tudi vera bi morala biti tukaj, če je ta milost dana. Ne? Je pa res, da danes tudi zaradi zelo spremenjenega ritma življenja, sloga življenja, je družina zelo malo skupaj, veliko je vsak nekje na svojem področju, delo, študij, celo oddaljenosti zaradi služb, ki jih imamo včasih na drugem koncu Slovenije. Tako da družina tukaj ne zmore vedno opravljati z tega bistvenega poslanstva vzgoje tudi za življenje z Bogom.
Cerkev je gotovo kot druga potem poklicana, da mlademu človeku prihaja naproti kot oznanjevalka resnice. Gotovo je, da ne smemo samo čakati, da bodo mladi prišli k nam, ampak da moramo iti mlademu človeku naproti. Danes je seveda vse polno načinov, ne samo ta fizični način, da se mu približaš, čeprav ta je najbolj pristen in najbolj oseben, ampak predvsem preko medijev, preko različnih načinov komunikacije se danes lahko približamo mlademu človeku, sejemo seme, ali pa če rečem bolj po ribiško, kot je Jezusova govorica, mečemo mreže. In kdor bo začutil, da je to ne ječa, ampak čisto nasprotno, dom, da je cerkev dom, da je cerkev mati, to bo to prepoznal, se bo lahko tudi prepoznal in kot ste rekel, mnogi mladi so nas presegli v naših pričakovanjih. Tako da v mladih je veliko te želje, da bi odkrili resnični smisel življenja, ki je Bog. Je pa res, da včasih ne najdemo mi, ki smo Boga že srečali, prave poti, prave besede, pravega načina, da bi jim to pot pokazali, tega Jezusa, ki je pot, resnica in življenje, tudi na pravi način v njihovem jeziku oznanili. Kaj bi položili na koncu, da se vsem našim gledalcem daje pot poti? Mi je všeč naslov, pot poti. Glejte, Jezus je pot. Jezus je pot sleherne poti človeka, ki živi na tej zemlji. Jaz bi rekel tako, glejte, vsak dan znova se prebudi dan, sonce vzide, mi vstajamo. Da bi bilo to vstajanje, ne samo vstajanje v ta trenuten čas, ampak tudi vedno znova na zazrtost v nebo, ko rečem nebo, mislim na Boga in na tistega, ki mi hoče tudi danes pokazati pot. Se pravi, zjutraj se odločim, hodil bom za teboj, kamorkoli me boš popeljal. In ta pot bo potem ta prava, s ciljem, ki ga vsi želimo, v katerega se bodo stekle vse poti tega sveta, ljudi tega sveta, to je Bog, ki je ljubezen. Jaz se vam, predstojnik Štefan, zahvaljujem v svojem imenu, v imenu naših cenjenih gledalcev in naše televizije, da ste spregovorili, podelili te lepe misli za naše gledalce, morda koga nagovorili. Vam in vašim bratom želim na vseh vaših življenjskih poteh obilo Božjega blagoslova in Bog daj, da bi še vedno bili tako blizu temu malemu, ubogemu človeku. Bog daj. Vas, spoštovane gledalke in gledalce, povabim tudi na kakšen obisk romanja v Vipavski križ in vas lepo pozdravljam s tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvaljen Jezus in Marija. O moj Gospod, bodi zahvaljen, 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 za vse stvari okoli mene, zaljubi svet in toplo sonce, za veter svež in svetle zvezde, za ognja žar in čisto vodo. O moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi zahvaljen. Zadaj z neba in rodno zemljo, ki hrani nas in se preživlja, za žlachten sad, cvetje in travo, za blič gora in sinje morje. O moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi zahvaljen.
bi te vedno slavili, smisel bi s tem dali življenju, srce nam bo zate gorilo, večno s teboj bomo v ljubezni. O moj Gospod, bodi zahvaljen, 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 o moj Gospod, bodi zahvaljen.